Dobro jutro, dober dan. Sem čas čakal pravo svetlobo, pa jo kar ni. Ura je 8 pa 15 minut, pa še kar ni prava svetloba. Sem še zmeraj mogel lučko vžgati in to je ta lučka, ki jo vidite tlele kot oceva, vidiš? V ekranu. Ja, načeloma ne maram z njo delati, ampak ne bo. En čas že nisem bil, kar meni se zdi, da kar ful časa nisem nič naredil novega, veš, pa v bistvu je samo par dni. Seveda ne, zaradi tega, ker smo imeli še bolj aktivno druženje, odlično, smo se imeli VRHUNSKO. Opažam, da tisti, ki že naberamo pogum, tak pogum, kakor ga kaže tale bojevnik za justice, za pravico, ki se mora zgoditi in pokazati na tem svetu. Zbrati pogum za iti v boj je hvale vredno dejanje. In mogli se bomo vsi soočati z bitko in v tej bitki najti svojo moč, svoj power, svoj prav. Halo, pa nismo mi pajaci. Nismo mi pajaci, da nas lahko eni genocidni debili, vezani v bistvu lažnivci, prevaranti, mahinatorji, manipulatorji, jaz ne vem, katero si še lahko izberemo, govorili eno, delali drugo, pod pretvezo nečesa naredili nekaj drugega. Mi moramo te ljudi prepoznati, mi moramo te tem ljudem se zoperstaviti in jim pokazati ogledala. Jaz sem tudi danes odklenil video, ki je bil posnet v septembru, konec septembra, ogledala in narcisi in kako jim je treba tem ljudem postaviti ogledala. In ja, zdaj smo v tem boju, kjer moramo ljudem okrog sebe, ki nam pijejo kri, ki jim prepoznamo njihovo, bom rekel, napačno delovanje in povedati, pokazati. Zdaj, narcis ful ni ok, če ti njemu narediš to, kar on tebi naredi. Njemu pa ful ni kul. In pol je užaljen, on je žrtev, v bistvu si ti grd, ki ga v bistvu si mu pokazal, kakšen je. Ne? On je grd, ti mu pokažeš, da je grd in zdaj si pa ti grd, ker je on grd. Sem banda, ena bandasta, negativna, primitivna. In zdaj tle dajmo mi na mizo reči, alo, I am who I am, sem kdor sem, brez maske. Nisem zdaj jaz tle, ne vem kaj, Turšič bom si dal pa jaz zdaj, kao frajer, jaz ful obvladam elektriko, stari, jaz grem lahko delati kar čem z elektrike, zastopaš. In zdaj glumim to sceno. Jaz vem, da stresa, jaz vem, da lučka gori, dobro, saj vem malo amperaže, pa voltaže, pa nekaj malega, ampak nisem noben štromar, halo. Ne morem se tega pretvarjati, da sem, če pa nisem. Vendar narcisi so se pretvarjali, da so, kar niso. In ko ti ljudem pokažeš neko mejo, rečeš tole pa ne, takrat ti za njih postaneš neuporaben. In ko ti za njih postaneš neuporaben, torej ne morejo več piti energije, takrat se njim izkaže pravi obraz. Torej njihov I am who I am, sem kdor sem, v bistvu ugotoviš, da je tale del grd ka pes. Da v bistvu on je imel res dirty, res grda dejanja ali pa ideje ali pa želje od zadaj. Zato sem jaz večkrat izpostavil, pa še bom, vsem vse odpuščeno in oproščeno, vendar ne se delati neumnega, če pa veš, da si lagal, pa jaz vem, da si ti lagal, ne se mi delati neumnega, da nič ne veš, ker pa veva oba. Za to dejanje je potrebno dovolj, bom rekel, nekih informacij oziroma opazovanj ljudi oziroma dejstev, ki sem vam jih natrosil jaz, pa še marsikdo drug, da boste pozorni na narcise, da oni so vse okrog nas in vi morate postaviti to mejo in biti bojevniki. Mi smo naredili piknik, jaz sem organiziral zdaj že drugič, poletni piknik je bil krasen, smo spali 2-krat, pa smo bili 3 dni, zdaj smo spali 1-krat, pa smo bili 2 dni. Imeli smo se vrhunsko, naražali smo se kot pečeni mački, piknik formata
spet sem se spomnil jaz na moj setting od glasnosti, dej nehaj, no, prosti, še enkrat, jaz moram to pogledati, ker v redu je, hvala Bogu, v redu je. Mi smo se zbrali in smo se imeli super, kar ob 10 zjutraj smo začeli že, pa pol celo noč, pa pol 24 ur smo imeli, najmanj, no, jaz sem pa še do 3 še malo pospravljal, pa tako. No, se nisem bil sam. Zanimivo mi je bilo, da na število ljudi, ki me spremljate, ki vas spremljam, je bil odziv sicer v štartu, interes, pol pa bo, pa ne morem, pa ne znese, pa ne gre. Ni problema, valjda sploh. Bolj sem hotel tu zvezati s pogumom. Pogumni smo, bravo, saj se opogumljamo nekje na razdalji, na internetu in tako. Pa treba zbrati pogum, pa reči, jaz pa grem spoznati moje sobojevnike. Tle pa se malo stvari zaustavijo. Ne bom rekel, da so vsi izgovori neupravičeni, daleč od tega. Se mi pa zdi, da, ker smo se tudi med sabo pogovarjali, da mogoče, ko je pa treba se usesti v avto ali pa zrihtati prevoz, pa prideti na to, da spoznaš svoje soborce, tam se pa ustavi, ne. Nič narobe. Še bomo naredili piknik in bom še povabil, še nas bom probal zbobnati skupaj, ker ti, ki smo veseli, da se lahko združujemo ali pa družimo vsaj enkrat na par mesecev, pa da se vidimo, pa da v bistvu spoznamo, da v srcu dobro mislimo. In nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Najbolj noro je, da iz okolja, kjer sem, smo bili 3, vse ostalo pa oddaljena lokacija, oziroma 4, pravzaprav malo bližje okoliš. Ostali pa od dlje. Kaj to pomeni? Najverjetneje tudi za vas, da v vašem okolju, če se smatrate, da ste šli korak naprej, pa iščete somišljenike v lastnem kraju, boste težko vi izvohali, ker po možnosti so še o tem človeku, ki bi v bistvu bil prav za vas, so vam povedali vse grdo in vi se z njim ne boste družili, ga ne boste poiskali. To je mogoče celo navodilo, da o komur so vam govorili grdo, ga probajte vi na lastne oči, na lastno vibracijo spoznati. Mi smo naredili, organiziral sem piknik glih iz tega naslova, da dajmo se mi skupaj prideti, pa da zvibriramo skupaj, da vidimo, kako vibriramo drug do drugega, kaj je tisto, kar nas veže, a smo res tako tudi v realnem življenju, kakor smo za tipkovnico bojevniki, kako že digital soldiers, ne, tipkovniški bojevniki, ali kako čem reči, digitalni bojevniki. Tako druženje s takimi ljudmi je ena velika poezija, en velik simpel. Organizacija je super enostavna, ker je ideja v tem, da jaz se potrudim za to, da imamo tam neke stvari, pa neko eno lončnico, pijačo nisi vsak sam sabo, pa nese pa še kaj, kar misli, da bo jedel. In pol tudi tam je hladilnik, tam je šporget, tam so krožniki, dajte to sami. Je tako super, nisem bil sužen, kot se je dogajalo zadnja leta, ko smo še imeli piknike. Tisti, ki je bil organizator, je bil navadno sužen, pa noben ni več hotel organizirati piknika, kako jaz bo jaz piknik naredil, pa sem garal kamajmo. Klinc. Na takih piknikih, tako druženje, ki smo ga imeli včeraj, pa predvčerajšnjem, pač to ni suženstvo, ampak je super druženje. Res smo se imeli krasno in hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem, ki še boste prišli, hvala vsem, ki ste želeli, pa niste uspeli, vljudno vabljeni naslednjič. Dobro. Tle sem hotel izpostaviti pogum za to, da se premakne širiti in gremo probati se spoznati v živo. En del tega druženja so zagotovo pokazali tudi protesti, ki so se dogajali, ker v bistvu kabala ni predvidela, da v bistvu se bomo mi želeli tam na teh protestih malo povohati, ali pa je zaznala, pa nas je glih za to dela brcati. Čeprav iskreno povem, jaz nisem bil na nobenem protestu, protestiram pa kot divji že zadnjih 10 let. Smatram, da ulica ne rešuje in ni rešila, čeprav zdaj Brazilija je cela na nogah, kjer so pač
želijo nazaj svojo ukradeno državo. Tudi vojska, mislim, da jim krije hrbet. Prehajamo do točke, kjer bo treba realizirati tisto power to the people, moč nazaj ljudem. Ampak ljudje se morajo zavedati, kaj moč je, kako zelo veliko moč imamo in kako z njo upravljati, na kakšen način z njo se boriti. Ker temne sence, lovke teme so še zmeraj prisotne in naslovijo na vsakem koraku. Ampak one so samo lovka. Zdaj, če ti imaš pogum, jaz se to predstavljam tako, da grem po enem koridorju iz sveta 3D, kjer smo imeli totalno iluzijo, pa gremo skozi koridor do nove dimenzije razumevanja svoje lastne moči. In v tem prehodu, v tem tunelu so tako vse posod rokice pa lovke. Ampak nobena te ne more zgrabiti. Morate se zavedati, da nobena te ne more zgrabiti, če se ustrašiš in obstaneš. Dokler ti greš in greš in greš, te nobena lovka ne more zgrabiti, prijeti, vzeti nazaj. Ideja je bila njihova, da na prehodih ujamejo te duše, ki so se odločile, gremo samo ravno, sem vam pokazal večkrat, dela da straight ahead, go ahead, samo ravno, ekipa, jajca na ponvico, na mizo in gasa, noben vam nič ne more, ker se vi odločite, kdo ste, da boste vi to funkcionirali, kdo ste in boste stremeli, da pridete do končnega, kdo ste, da prepihate vsako, vsak kot svoje sobe, svoje duše, vsak kot, vse pod mizo, za zaveso, vse povsod pogledati, ki je še kaj, tistega, kar ne potrebujem, tistega, česar me je strah, tistega, kar je nepredelano in tisto, kar ne spada v moj life, v moje življenje, kar pravzaprav nisem niti sam sproduciral, vendar je kolektivno vplivalo name. Treba se je otresti te kolektivne. Zanimivo je, kaj pravijo, pa ne moreš, vsi tako delajo, a zdaj ti boš pa drugač. Ja, ker če vsi delajo, še ne pomeni, da je prav. In to, če vsi pravijo, da imam jaz narobe, še ne pomeni, da imam narobe, ker jaz sem v samo sebi miren, srečen, pogumen in samozavesten. To so te lastnosti, ki mi jih večina ljudi, te zaspanih, zavida. In zaradi teh lastnosti oni ne morejo mene več črpati. Ne morejo več se napajati na meni, ker sem postavil svoj ne. In zdaj sem jaz težak. Težak sem za piti, ja, pa je šlo, a ne? Kar mnogo let je šlo, zdaj pa ne gre več, zdaj sem pa jaz težak. Ne, ljudje se me izogibajo, ljudje se me rajši izognejo, da ne bi bil kakšen konflikt. Spet po drugi strani pa, če pa le najdejo šanso, pa alibi stisnejo. Ne, alibi, se mi da Stovšičem sva, okej. Jaz sem vse sort že videl, jaz sem se pripravljen, odprt vsem, glih zaradi tega sem tudi dvakrat organiziral piknik, dodajmo se mi v živo spoznati, ne? Tlele pol urce pa nadeleč si lahko človek misli marsikaj, pa dajmo mi preveriti, če je to res. In ja, bom rekel, kar nekaj ljudi je prišlo tudi točno to preveriti in mislim, da ni bom noben bil razočaran, pa bi rekel, ja, Turšič, ti je tukaj eno, tam pa nekaj drugega. Ne, ni, Turšič je ena atomska energija, ki od 6 zjutraj pa do 2 po noč. Do ta prvi bil, pa ta zadnji šel spat, pa zjutraj bil spet ne, čiste prvi, ampak ne spat do 10. Halo, gremo, 7 je, gremo, auf. To je ta energija, ki jo življenje. Mi smo polni energije, dragi moji. Jaz sem se čudil, kako so lahko naši dedje, pradedje v vojni, ne vem, kako kam šli, pa peš, pa ovo, pa orožje, pa to. Ja, valjda, ker so imeli energije krat milijardo. Mi vsi smo zdaj zaspanci bili, eni so še zdaj čist vijavajo in morajo spati 12 ur, da se odpočijejo od življenja polža. Ampak to je umetno ustvarjeno, implementirano umetno v naš da smo bili brez življenja. V isti sapi so pa želeli, da tiščimo kot divji. In ni
telo tisto, ki je utrujeno, ampak duša tista, ki rabi počitek, novo ponastavitev. Računalnike imate, telefone imate. Včasih so bili Windowsi taki, zdaj so pa Windowsi drugačni, operacijski sistem. Ja, in potrebne so posodobitve. In vsak izmed nas je že zgubil podatke. Tisti, ki jih pa še ni, jih pa še bo. A ne? Tisti, ki pa smo jih pa backupiramo. Pa imamo varnostne kopije. Na kar ugotoviš, da vse te varnostne kopije na trdih diskih so čist brez veze, ker jih ne rabiš. Ker v bistvu vedno novo vsebino devamo na že znano vsebino. Govorim zdaj o dušnem svetu, o nabiranju informacij, ti imaš določeno spoznanje, ti ne rabiš več nazaj gledati, kako si do spoznanja prišel. In to spoznanje imaš in na to spoznanje, s pomočjo tega spoznanja lahko dobiš širše spoznanje. To smo se tudi že pogovarjali. In ta spoznanja gradimo in jaz sicer pišem, tako drugače, vse posod imam listke, blokce, ne vem kaj. Na koncu ugotoviš, da vsega tega pravzaprav ne rabiš. Ampak rabiš, ker če pa ne napišeš, pa pozabiš. Ampak jaz pol ne berem več tega. Je dovolj, da sem zapisal in se je v male možgane vpiše. Tako da vas še enkrat apeliram, dajte si pisati. Ostane vam v glavi več. Ponucajte to. Vsi to imamo. Po drugi strani pa je manifestacija iz sanj v papir. Iz sanj, iz misli, Misli so tiste, ki pridejo pa grejo. In jih je fajn ujeti. V njih se svašta najde. Najslabše je, čakaj imam tlele, najslabše je, da se, bom drugače rekel, mi vsi smo bili zastrupljeni, a veš, kolektivno zastrupljeni z nekimi ideologijami, prepričani z tem, kaj je prav. Duša pa temu tega ni nikoli sprejela. In ona je trpela, ker smo delali preko uma nekaj, kar ni nam naravno. In duša ve, kako sama sebe ozdraviti, kaj je treba narediti, da bo duša lahko spet letela kot angel, Problem je, duša ve, kaj je narediti, da se ozdravi. Naš lastni izziv pa je, da samo da utišamo oziroma misli. Da nehamo vrteti mlinček, kaj je bilo, kako je bilo, zakaj se mi je zgodilo, zakaj se ni odvilo drugače, mogoče bi takrat morala to in to. Nehajte to mleti, nehajte, utišajte ga, Duša bo dobila prave informacije, duša bo tudi pravilno delovala, duša vam bo nagradila mirne misli, tam boste vi slišali svojega vodnika, svoj pravi korak, svoj, bom rekel, ta notranji vzgib, zagon motorja. Rečeš, dobiš wow, ampak pa greš ti v svet in če ti ljudem, če jim poveš, je itak preveč. Če ti jim že pokazati ne bi smel, jaz pokažem. Že pokazati jim ne bi smel, kako si stoičen, kako si pogumen, kako si lahkoten konec koncev, kako si neobremenjen. Oni meni nasuvajo bremena, da ne boste mislili. Mene toliko bremenijo z milijon stvarmi, ampak jaz jih ne naložim na grbo in jih ne dajem v misel. Meni zvečer nasujajo ljudje neke obtožbe, češ, da zdaj boš pa težko spal. Ne, dragi moji, jaz spim v vsakem primeru čist prazen, zaradi tega, ker si izpraznim misli, preden zaspim. Zato pa lahko zaspim. Izpraznim si jih pa s pomočjo desiderate. Tekst znam na pamet in si ga začnem ponavljati. Stopaj umirjeno skozi hrup in hitenje sveta in spomni se miru, ki ga najdeš v tišini. Kolikor je mogoče bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi in tako naprej. In zdaj jaz pridem do, čist malo, že ni nana. Zaradi tega, ker sem tiste misli, ki bi jih mogel dati v mlinček, sem jih dal iz mlinčka ven, mlinček na poličko, te misli pa direkt čez okno, ker ne pomagajo. Je že v redu. Sem pripravljen vsakmu pogledati v oči in
skomunicirati, karkoli je treba, nisem pa pripravljen na sebi nositi bremena. Neverjetno je to, da so ljudje to počeli ne zaradi svojega vzgiba, ampak zaradi tega, da bi nam obremenjevali duha. Ne? Zdaj, hitro se odvijajo dogodki, bom se mičkeno zdajle še teh volitev dotaknil, ne? Vse povsod so bile volitve ukradene, govorim vse povsod po svetu in po kakšni logiki pa pri nas ne bi bile? Kako so lahko zmagali hecni primeri v različnih občinah, ne? Berem komentarje, ne? Kako ste zvolili tega, kako tam, ko v Ljubljani je zmagal LGBT-jevc, v Mariboru, ne vem kaj. Mislim, zelo slabo in niste in nismo ljudje krivi za to, ampak so volitve bile valjda nastavljene in nihče ni bil izvoljen, ampak so bili izbrani. Oni so si že določili, kdo bo kaj počel, tudi plani so jasni, kaj bodo počeli. Sam zapakirati bilo še potrebno na kakšen način, ali bodo gradili potke, ali smetnjake, ali ograje, ali kaj. Ko sem pa v ograjah. A vi v vašem kraju, kaj vidite, koliko ograj imajo? So občine kupile raznim vrtcem, šolam in tako naprej. Ste? Niste? Najbolj ograjene so pa šole, vrtci in tako. Če pa greš na vrt, na prostor, ki je za pse, a ne? In tam, da jih spustiš lahko, no tam je pa luknja v ograji, ti pa zihar uide. A veš, tako so prasci, mislim, prav tako narejeni, da mularija ne bo ušla. Pes pa ja, zdaj ti preden psa najdeš, je tudi pojutrašnjem, ne. Pos pa še kaj kriv, da je koga vgriznil, ne. A veš, ampak si ga pelil v varovano okolje. In pa boš ti rekel, moj pes je pa, mislim, moje psice ne grizejo, nič, ampak recimo, če bi imel takega psa, rečeš, meni je pes ogrizel sosednjo gospo ali pa otroka, ker sem ga spustil v tale vaš temu namenjen prostor in je ušel. Kdo je kriv zdaj? Jaz, kot lastnik psa, ali tak je ograjo naročil, plačal, ali tak jo je postavil? Ne vem. Mislim, kriv sem jaz, ne, itak. Pronađi žrtvo i ponizije, je rekel Bajaga. Pronađi žrtvo. In zmeri so oni poiskali svojo žrtvo, govorimo o narcisih, oni so poiskali žrtvo in žrtvo je bila kaznovana. Čau. Ponižana, osramovana, zasmehovana. A veste, kaj se ljudje menijo za mojim hrbtom? Spolke pride malo naokrog, ne. Mi smo imeli piknik, ne, da bomo se imeli fajn, pa da se spoznamo. V Poteknici se pa govorijo, da se mi tle za roke držimo, pa se otipavamo, pa ne vem kaj še vse. Stojimo v krogu, pa se držimo za roke, pa. To so klevete. Te klevete naredijo velikansko škodo človeku, če pusti, da se to zgodi. Tudi klevete kot take, jaz ne kupam tega, kaj meni pravijo, veš, unja pa tak. Ne vem, stari, jaz imam izkušnjo svojo, ne? Aha, tudi ti imaš tole, vidiš, zanimivo. Šele takrat lahko dam na kakšno vago, pa rečem, poglej, kaj o človeku pravijo, jaz imam pa drugo, meni se je pa drugače predstavil. Se pravi, kdo laže? Eden izmed teh dveh laže, zdaj pa pojdimo pogledati, kdo je meni govoril o tebi in tako naprej. A veš, te klevete ful škodo naredijo, če pustiš. Tudi vsakemu izmed nas, ki je bil primeren za žrtje, so nasuli za hrbtom klevet, se pravi izmišljotin, neresnic, ki so se govorile tam po mestu neskončno dost skozi življenje, ne. Vse so imeli naštudirano, ne moš verjeti. Pa jaz jim oprostim, sam je treba pa nehati. Pa ne kršite 11. Božje zapovedi, torej se delati neumnega, to ne gre. Ne. To spada spet v kategorijo maske. Ok. Volitve in nič ni tako, kot izgleda, smo že večkrat rekli, prav nič ni tako, kot izgleda na prvi pogled, torej tudi volitve niso tle nobena izjema. Misleč, da ste volili, pa ste izvolili, niste izvolili vse, kar je, ste predali svoj podpis in rekli, se strinjam, da predajam oblast nekomu drugemu. Ne pa tisto, niste upoštevali tisto, da ima oblast ljudstvo, pa pika. Ne?
Lahko jo izvaja z volitvami, ampak ali pa tudi samostojno, a ne? In jaz sem ljudstvo. Zagotovo nisem vse ljudstvo, sem pa del ljudstva, a ne? Mislim, kam spadam v ljudstvo, no? Torej jaz sem to in jaz to izvajam neposredno, vsaj kar se mene tiče. Vsakmu izmed vas mora postati jasno, da je Bog, da je neskončen vir luči, ki jo prinašamo na to zemljo. Težko si predstavljamo, težko to sprejmemo. Gre za veliko odgovornost, gre za niti ne spoznanje, ampak starima, ne morem jaz biti Bog, ne? Halo, Turšič, kaj s tabo? Dragi moji, jaz sem se tudi spraševal, jaz sem te informacije, kdaj že bral, nisem mogel reči, kako sem jaz Bog, stari, kaj s tabo, lahko o Bogu mislim, lahko vse sorta, ampak da sem pa jaz Bog, to pa ne velja. Ja, del Boga, ne, valjda, pač skupaj smo Bog, mi pa smo del njega, kot lovke od meduze ali pa hobotnice ali pa ne vem, ožigalkarja, karkoli, vse skupaj se to drži stvarnika, ne, in vsaka nitka je, se pravi, ta lovka, ta, bom rekel, božja lovka, ne ona hudičeva lovka, vsaka ta nitka svetlobe je zelo očuvana, skrbele so temačne sile, da te nitke niso zasvetile v svoji polni luči, in na drugi strani skrbijo entitete, galaktiki jim dajmo reči, ali pa angeli, ali pa vaši vodniki, ali pa vaši bratje in sestre, ali pa entitete, kakor ćemo jim rečemo, vse te entitete skrbijo za to, da ta nitka zažari. Evo. In mi smo glih vmes in na nas je, da poslušamo ali temne ali svetle. Še enkrat, meni so rekli, da sem neumen, da sem imam za razsvetljenega, ne vem kaj, da sem ubrisan in da to, kar počnem, pa ne sem zadnji mesec ali pa zadnje leta, da takole pa tudi ne moreš Turšič, ne, da v bistvu ti si čist out, da ti si mal Marsovc. Veste, kaj vse sem jaz slišal o sebi? In če bi jaz njim verjel temačnim, bi tak tudi postal. Ampak sem bil črna ovca, naglušen, selektivno naglušnost sem imel, vzpostavil sem jo, ker jo znam, in jim nisem verjel. Verjel sem sebi. In še zdaj verjamem, v prvi vrsti sebi. In ljudem, ki jim sledim, tudi sam sledim. Sledim ideji. Gre samo za to, da na različne načine se da opisati eno in isto stvar. Zaradi tega sem začel brati te tekste drugih ljudi, da se nekako razširi mreža, da se razširi način interpretacije. To, kar jaz interpretiram, mogoče komu odgovarja, ne mogoče, vem, da odgovarja mnogo ljudem, ne pa vsem. Zato je mogoče fajn, da preberem tekst od nekoga drugega, pa še od nekoga drugega, da vidimo, da v bistvu ni vse na mojem zelniku zraslo. Čeprav vam ves čas trdim, da vse, kar z gobcarem je, ni moje, nisem jaz tega vzgojil, jaz sem to se nekje naučil, prebral, nekje izkusil in potrjujem. Skozi glasbo sem dojel največ stvari, zato vas toliko rinem, dajte si muziko poslušati ta pravo. Lej, Enja ni falila, Era ni falila, Enigma ni falila. Za mano vam vrtim sam slikce epskih bitk. In smo v epski bitki in zaključek te bitke bo bibličen, datumov ne bomo izpostavljali, ker bi bilo noro. Vsi, ki se poglabljamo v situacijo, v svetu, spremljamo in tako, pa nekako slutimo, da ni več daleč čas osvoboditve, te končne osvobodilne bitke. Ampak ta bitka je v bistvu tako globalna kot individualna. Imamo battlefield, torej bojno polje, ki je vezano na duhovnost,
v simplicity, govorimo o v samem sebi, moraš izbojevati, kaj je prav, nekje vršiti bremena čez, se osvoboditi, se očistiti, se predati, verjeti, da je višji plan, nekje završiti stare laži, dogme, travme in tako. Vse štima zadaj. Druga bitka pa je bitka informacij. Katera je prava informacija? A zavibrira s tabo? A ta informacija vsebuje zastraševanje? Ta ni za vas. A ste po tej informaciji shit, kaj le bo? Ni ta prava. Nič ne bo slabega. Ne, generalno ne, ker je tema zgubila. Nekje sem prebral, da naj bi že priznala svoj poraz. Zdaj ne vem, na kateri način, pa kdaj kdo to rekel, ampak od nekoga, ki ga imam za zelo dobrega zbiralca informacij, on pravi, kabala se je že predala, gotovo je. Beli pa imajo vse pod kontrolo. Prihajajo nove finance, prihajajo nove zdravilne stvari. Včeraj sem prebral, koliko 14,4 milijard ton hrane si je ta črvičasta kabala shranila za svoje življenje v prihodnosti pod nami, v DUMBS, Deep Underground Military Bases, se pravi podzemne vojaške baze. Tam noter so skladišča enormna in tam noter je enormno mnogo hrane. Za vse. In zato ni nobene bojazni. Ja, imejte špajs, približno nekaj noter, ker smo opozarjani že dolgo, da imejte vsaj 10-dnevno zalogo hrane in vode, da imejte sveče baterije. To zdaj je nesmisel sploh še ponavljati, ker tisti, ki tega nima, je butl. Čist nič drugače. Jaz bom za več kot 10 dni ne bom lačen, ni šanse, pa tudi znam jesti kaj drugega še kakor stvari, ki se jih na šporgetu pripravi. Pa tudi imam kakšno znanje, kako se zunaj kaj pripravi, pa kako se kaj najde. Zdaj priznam, če bi mogel zajca ujeti pa ubiti, bom kar bolj vodo pil, pa regrat pa korenince grizu, jaz nisem lovec in mesojedec tega formata. Tako. Bodite pripravljeni, bodite umirjeni za začetek, bodite prečiščeni, dajte se umiriti, taka glasba te ne more našponati, ne morete poslati v negativo, lahko te pošlje v optimizem, vse je v redu, vse je cool. Lonely Shepherd, kaj to osamljen shepherd je, tale namreč pastir, ne? Osamljen pastir, ja. Dragi moji, smo osamljeni vsak na svojem koncu sveta, vsak na svojem koncu te prečudovite dežele Slovenije, LOVE imamo v sebi, Kristus naj bi bil Srb, Sloveni, Slovani so bili targetirani, govorim Rusija recimo, strani kabale, zaradi tega, ker očitno smo nekaj posebnega, jaz lahko rečem, da smo prava rasa zemljanov. In smatram, da se bo tukaj na našem teritoriju zgodilo nekaj, kar odpira novo dobo. In to si ti. To je vsak izmed nas. Prej, ko bomo, več nas bo. Več, ko nas bo. Bolj smo neustavljivi. In jasno je, zunaj, govorim, v mestih, v okrajih, ljudje manj jih je in na tržnici, in na zabavah, in na kavi, in na... vse konc koncu, jaz pri nas gledal, so prireditve, sem še občinskega formata, sem še slovesnosti za to, ovo in ono. Za ljudi neke prave zabave sploh več ni. In kje so ljudje, zakaj jih ni, ker se skrivajo, ker jim je nerodno, ker so prepoznani v svoji igri in se rajkar skrivajo v svojem svetu. Zdaj tisti, ki pa gremo ven, pa smo tisti, ki že praznujemo to zlato dobo
in tisti, ki totalno spijo in nimajo pojma, da so že prepoznani, da se jim iztekajo dnevi ali pa tedni, ko bodo še lahko igrali to svojo igro. Bodite pogumni, stopite korak naprej. Hamo je rekel, prva vrsta, zavrte si komad, rabiš pogum, stopi korak naprej, pokaži se, stand up, get up, stand up, je rekel Bob Marley. Stand up comedy je narejen zaradi tega, da je stand up komedija, ampak stand up, vstani, je v bistvu hrabro dejanje posameznika. In hrabrost je tisto, kar od nas zahteva univerzalni plan. Da smo neustrašni bojevniki pred temi silami sence, teme, prevare in manipulacije. Bodite taki. To že imate vi v sebi. Sam odkrite treba pa reči, pa kaj zdaj, pa nikomu ništa ne može. Bravo, jači smo od sudbine, tudi drži. Še enkrat, ljubljeni ste, močno očuvani in zelo natančno vodeni, s kirurško natančnostjo se odvija plan. Verjemite mu, vse je okej. Ne se pustiti zavajati farizejem in lažnim glasnikom. Okej, lahko jo preberete, lahko poslušate, kaj vam govorijo, vendar ničesar ne jemite zdravo za gotovo. Vsekakor pa, tisti glasnik, ki vam proba nekaj predati vam in v tem svojem predajanju ima ustrahovanje, vam garantiram, da on ni tisti, ki vam želi dobro. Okej? Okej? Imejte se prečudovito. In se vidimo še, pa tudi slišimo, kakorkoli že. Uživajte. Čau!